Pozdravljeni, me slišite? Doživeli ste hudo prometno nesrečo. Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb, vendar bo Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb. Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb. Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših... Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb. Čakaj, pa rihti spet. Snimam? Adiva, Ana. Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb. Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb, vendar bo z vami vse v redu. Imate zlomljeno nogo in nekaj manjših poškodb, vendar bo z vami vse v redu. Imate zlomljeno nogo. Ja, v bistvu največ časa mi je vzelo prebiranje scenarija, pa pač malo preštudiranje, povezovanje, kaj pa koliko med sabo, pač kdo mora kaj reči, pa toliko. Malo sem si tudi pogledala igralce, če mogoče kakšnega poznam. Pa to, pa malo sem razmišljala, pač kakšen make-up bomo imeli, kakšno frizuro pa make-up imela glavna igralka. Pripravljal sem se čist nič. Zato, ker sem itak vedel, da bo to vse improvizirano. Fajn družba, sproščenost vseh, ki smo bili tukaj. Bili smo ful dobra ekipa, ful smo se razumeli med sabo in to je pač vplivalo tudi na neko discipliniranost. In smo potem pač prizore kar hitro posneli, no. Tako da uigranost predvsem. Najbolj všeč mi je bilo to, ko je bilo vse sproščeno, pa tako nobeno ne. Tako Lovro nima pojma. Ko si dobil v roke papir, ko si videl, koliko moraš povedati, pa ko so bile kakšne karene za naučiti se, ne. In pa smo vse tisto navaditi, pa to je zame tako. Ma kriza. Jutranje vstajanje ob 4 zjutraj, vsi zalimani, vsi spodočnjaki. Tako da to se mi zdi, da je bilo najbolj. Kaj je bilo najtežje? Vstati ob 4 zjutraj. Ja, organizacija je bila v redi. Svet glede kostumov in tega urnih, pa tudi glede vseh pripomočkov, čeprav kdaj se je tako malo videl, da se jih temu režiserju ni kaj dala, ne, ampak dobro, tu smo tu. Organizacija mi je bila ful všeč, tudi če je kdaj kaj zaškripalo, smo bili toliko dobra ekipa, da smo res, da smo skupaj stopili, da smo skupaj pač rešili kakšen problem, tudi igralci, da smo pomagali, kaj če bi tu toliko posneli, pa smo pa še toliko pač drugače probali. Tako da ja, smo bili zorganizirani vsi skupaj. Organizacija je bila na vrhuncu, Lovro sploh ne ve, zakaj se gre. Jaz sem pričakoval jih nekaj tazga, kot je bilo. Se mi je zdelo, da me tako malo za fora, to je, da se družimo in pa zraven še nekaj naredimo. Čakoval sem, da bo vse v izi, tako pa Lovrotovu, ker nemo se nikdar nikamor ne vodi. V bistvu najprej sem pričakovala, da bomo ful cele dneve snemali, da bomo ponavljali prizore, tudi če bo en dober, da bomo šli narediti, ne vem, še 5 dobrih, pa da bomo na soncu cele dni, da nam bo vroče, ampak ja, je bilo kar znosno. Nova družba, nova spoznanstva, nove osebe, ki sem jih spoznala.
Od snemanja pa od vsakega dneva nekaj malega, no. Od petka najbolj tisto laufanje v hrib po vročini, pa v tistih oblekah noter v šotorih, sonce je žgalo, tako da to najbolj. Od sobote najbolj tisto vstajanje zjutraj ob 4, pa ko smo imeli tiste kadre, čisto od blizu obrazi, vsi s takimi podočnjaki, tako prav plavimi na kameri tu. Od nedelje pa tiste krave tam, ko smo snemali v ozadju krave in prav vse so nas prav bult pršle, tako da je bilo res očitno, no. Ja, tudi da smo ostajali ob 4 zjutraj, ker drugače jih ne ostanemo ob 4. Tako med letom nikoli, zdaj pa 2 dni zapored je bila pa kar taka fajn in pol si snemat, ustaj vojska, gremo. Pa imamo, ja, zelo v redi. Vse, kar je bilo zraven, vse si zapomniš. Tudi da sem prišel sem pa, da sem videl te vaše kraje, to izgleda, vidim, da je skoraj isto kot pri nas. Za tistega, ko bo želel malo razvedrila, sprostitve, smeha. Jaz mislim pač, da bo primeren za vse, pač recimo za mlajše generacije pa to bo zaradi tega, ker so pač tista Spaka pa Figaro pač te bolj komični vložki pa to, no, da jim bo to všeč. Za starejše pa v bistvu, ko so živeli v času vojne pa to, se mi zdi, da jim bo to kar zaradi tega tukaj všečno, ker je v bistvu prenesen pomen partizani pa Nemci. Film bo najbolj primeren že te, ko so igrali v Nemo, ko itak noben ne ve, za kaj se gre. Ja, pač soboto, ki je bil najdaljši dan. Najprej zjutraj so šli pač scenarist, pa še par igralcev snemat tisti najbolj zgodnji jutranji prizor ob 4 na hrib. Ta čas smo se ostali pač zbudili pa pripravili na snemanje. Pa smo šli posnet še te pač prizore ob Zari. Pa smo imeli zajtrk. Po zajtrku je bilo pač spet snemanje do kosila. Po kosilu pač kratek počitek. Potem smo popoldne, v bistvu bolj proti večeru, no, smo posneli še tiste večerne prizore. Pa smo pa malo za sprostitev, smo imeli večer ob ognju in smo jedli čevapčiče pa hrenovke, pa malo smo se družili pa za sprostitev. In pa smo šli spat, ker smo bili vsi crknjeni.